ni čudno, da, in to je bilo opaženo, ko sem bil še mlad, danes ti dve filozofski usmeritvi nista tako aktualni, ni čudno, da sta bili dve zelo sorodni usmeritvi, ki sta se velikokrat zelo razumeli, hvalili, kot dva otoka primitivizma, če ne tako rečem, sredi preteklega stoletja, sta bila neotomizem in dialektični materializem. To je nekaj, kar bi danes predvsem katoliška stvar rada pozabila. Kako veliko razumevanje so imeli vodilni neotomisti do dialektičnega materializma. Zakaj? So rekli, samo Boga dodaš, pa gre. Zdaj, boste rekli, a malo ne pretiravam tukaj. Ne, ker imamo Slovenci prikazen, ki je še hujša prikazen kot vsi ti nosorogi in tako dalje. Reče se i Vojan Rus tej prikazni. Ko sem bil še hodil v šolo, bil študent, je bil dialektični materialist. Edin, ki je to res bil. Ostali so neki bluzili že s frankfurtsko šolo, nisi vedel, kje stojiš. On je lepo trdil obče dialektične zakonitosti in tako naprej. Zdaj pa je, vemo kje, tukaj, pri katolikih. In ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, kak konformist obrnil se je. Nič se ni obrnil. To sta izjemno sorodja nazora, če ne tako rečem. Oba imata to naivno, pozitivno ontologijo in zato imata tudi oba velike probleme s tem, kako razumeti kvantno fiziko. In tukaj bom počasi zdaj probal priti do tega, kje mislim, da imamo materializem danes. Vsi vemo, v čem je problem. Problem je v tem, kako tolmačiti ontološke konsekvence tako imenovanega načela, ne vem, kjer je slovenski naziv, Principle of Uncertainty, načelo nedoločljivosti, negotovosti, ali kaj skratka, a ve od vas, kako? Nedoločenosti, točno. Skratka, veste, zakaj gre? Gre za to, da ne moreš hkrati izmeriti hitrost in položaj nekega delčka. Vsi vemo, v čem je dilema. Na eni strani so Einsteini, tisti, ki so se držali neke realistične ontologije, so trdili, da je to lahko samo omejitev našega spoznanja, ne mora pa biti ta omejitev v stvari sami. Se pravi, mi ne moramo tega izmeriti, ampak delec na sebi mora pa imeti oboje, ker pač to spada k realnosti. In za njih, za Einsteina in njegove pristaše, je to načelo preprosto pomenilo, da kvantna fizika ne ponuja kompletnega opisa dejanskosti. Da rabimo neko drugo, bolj popolno teorijo. V nasprotju s tem, kot vemo, so Niels Bohr, Heisenberg in tako naprej, poudarjali, da ne gre za to, da mi ne moramo izmeriti položaja in hitrosti delca v bistvenem trenutku. Gre za to, da sam v sebi delec je, če ne tako rečem, ontološko nepopoln, da nima obeh lastnosti. Zdaj, tukaj bi rad, mogoče, kjer bomo dva znana ta metafora, meni se mi zdi zelo primerna, da bi poanto speljal, bi omenil neko metaforo, ki sem našel v nekem, Nicholas Fern je napisal knjigo Nicholas Fern, Introduction to Philosophy, uvod v filozofijo, kjer se mi zdi z neko precej briljantno metaforo postavi paralelo med tem problemom kvantne fizike in tem, kako mi dojemamo vesolje, omejeni virtualni svet videoiger. V čem je paradoks v videoigrah, kot vemo? V tem, da svet teh iger ni v polni meri konstituiran. Ne? Se veste, kako igrate. Jaz jih, nažalost, veliko zaradi sina. Vse te Star Wars, Warlord ali kaj. Svet ni tam popolno konstituiran. Recimo, imate nebo, na nebu vidite neke zvezdice, ki so zamegljene. Ampak te zvezdice so na sebi zamegljene. Tako, če bi vi poleteli gor, ne bi nič bolj videli, če se približate. Ker pač sploh ni v planu igre, da bi to lahko naredili. Ali pa recimo, kaj zvem, če ste pred neko hišo, ponavadi je v programu samo zunanjost hiše. Zakaj? Zato, ker ni del pravil igre, da lahko greste v hišo. Ali pa recimo, vidite nekoga, nasprotnika, ga ubijete, pojavi se nek rdeč flek, potem žgine. Se pravi, ta nasprotnik je samo površina. Če bi ga razrezali z nožem, ne bi videli ni notranjosti. Zakaj ne? Ker ni del igre, da bi... Skratka, svet je omejen na sebi. In genialna ideja, po mojem, tega Nicholasa Ferna je, da pravi, tako je treba razumeti kvantno fiziko. Predstavljate si Boga, ki je ustvaril svet in si je mislil, po domače povedano, Bog je bil malo prelen. Pa si je mislil, mi ljudje smo preneumni,
da bomo lahko analizirali svet še od atomov naprej. Zato se tam preprosto Bogu ni dal ustvariti do konca sveta, pa je pustil nedoločeno. Ne? Si misli, vse ljudje ne bojo nikoli do tega prišli. Mal prepametni smo bili za Boga. Dobro, bodimo zdaj bolj resno. Težava je v tem, boste rekli, ampak ta pojem sveta, ki ni dokončno programiran, v tem smislu dokončno ontološko konstituiran, a ni ta predstava sveta implicitno teološka. Moramo imeti nekega stvarnika, ki se je pač odločil, da bo samo toliko energije porabil, kolikor je treba, da prepriča svoje priljubljene kreature, ljudi, da Bog obstaja. Tukaj je, po mojem, pravi problem. Po mojem je pravi pojem materializma danes, ki bi ga jaz zastopil, točno ta, da sprejmemo, da isto velja tudi brez Boga. Se pravi, predstaviti si vesolje, ki je samo v sebi nepopolno, če ne tako rečem. Razumete, kaj hočem reči? Da naš zdravi razum nam pove, če recimo zvezde so samo meglene, če morajo obstajati, če prideš blizje, če ne jih sploh ni, vse v nekem pomenu jih ni. To treba sprejeti, da ni to samo za nas, da je lahko realnost sama v sebi, če ne tako rečem, ontološko nepopolna, ne v polni miri konstituirana. Tukaj, kljub kritiki, ko smo imeli zadnjo diskusijo v Parizu z Alain Badioujem, sem mu rekel, da nekaj sem ga napadal. No, in potem mi je vprašal Badiou, češ, a ga kritiziram. Potem sem rekel, ne, to mora razumeti samo kot Rusija pa Češka 68, bratska pomoč. Prejel, bratska pomoč, ja. Skratka, po en stran Badiou, pazite, to je osnovni paradoks ontologije, ki jo je razvil že v svoji prvi veliki knjigi Biti dogodek. Te ontologije, ne multitude, on ni pač ne igri, ta multiplicite, kaj bi bilo to? Mnoštva. Pazite, kaj on tam pravi. On tam pravi nekaj zelo preciznega. On ne pravi te banalnosti, svet je vedno mnoštven, nikoli ni samo eno. Ne. On pravi to, da je to mnoštvo izvirno. Se pravi, da ni stvar v tem, da to mnoštvo, ki ga on skuša misliti, ni mnogo enih. Zdravi razum nam reče, seveda, če je mnogo, je vedno mnogo enih. Si to pomeni mnogo. Ne, on hoče misliti mnogo brez enega. Zato tudi, kot on reče, je mnoštvo brez enega na nek način se upade z ničem. Zato tudi, ko govori Badiou z ničem, mnoštvo in nič, praznina, kot kategorije njegove ontologije, to ne pomeni običajnega napačnega razumevanja, pod kateremu je že nastopil Hegel, Demokrita, prazno vesolje pa neki atomi tam frčijo. Ne gre za to, da je mnoštvo pa atomi. Atomi sami, substanca samih atomov je mnoštvo. Zakaj? Pardon, je praznina. Zakaj? Zato, ker ni enega. Čim ni enega, to je tako, če si predstavljate mnoštvo, lahko deliš vedno naprej in na koncu ne prideš do niča. V deljivosti nikoli ne prideš do enega. Tukaj, da vam dam primer tega, kako se to upisuje v našo vsakdanjo celo ontologijo. Hkrati pa, če se gremo malo kulturno ontologijo, se pravi implicitno ontologijo, vsebovano v različnih kulturah, recimo, a ste opazili, če ste potovali kdaj v Ameriko, eno osnovno razliko med ameriškim in evropskim štetjem nadstropij, se pa je najbolj vsem znana, ne? V Evropi je pritličje 0, ne štejemo, ne? 0, prvo nadstropje je gor. V Ameriki, kot veste, če veste, začnejo šteti že z 1. Ko stopite not v hišo, ste v 1. Zato je vedno eno nadstropje baj. Mislim, da je to na zelo lep način razlika med duhovna, če že hočete, med Evropo in Ameriko. Američani nimajo zgodovine. Oni ne vejo, da če sploh šteješ, moraš imeti 0 bazo, tradicijo. Oni mislijo kar 1. Nimajo velikega drugega. Kje še to čutite? Še en dokaz imam. A ste opazili nek drugega? Če stopite v ameriški hotel, ki je velik, preskočijo 13. nadstropje, 12-14, jasno zakaj. Češ noben ne bi hotel tam živeti, ker je nesrečno. Ampak sem vprašal enega prijatelja, pa koga vi varate? Saj Bog ve, da je 14, v resnici 13. Bog bo že naredil, pa tam nesrečo.